Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo in dvigujemo z zgodbami ljudi, ki sledijo svojemu srcu in delajo to, kar jih veseli. In danes sem zelo vesela, da v našem Fajn podcastu pozdravljam izjemno žensko igralko, improvizatorko, voditeljico, kolumnistko in predvsem mamo po srcu, za dušo in za glavo. Ana Marija Mitić, pozdravljena. Dober dan, dobro jutro, dobro večer, kjerkoli pač ste, v kjerkoli momentu jo poslušate. Zelo smo veseli čisto vsake družbe in kot rada pozdravim tudi v epizodah Mama Marije. Drage dame, drage mame, z nami nikoli niste same. Evo, lahko se takoj navežemo na Mama Marija, ki se mi zdi, da je to tisti tvoj glavni mainstream zdaj, da je to nekaj, kar hočeš svetu dati, da je to neko poslanstvo. Mogoče ti poveš bolj, kaj je tisto, kar te je pripeljalo do tega, da si pač ko rodimo, pademo v eno čisto novo zgodbo. In potem nekatere začutimo, da hočemo pač to zgodbo deliti, da je ful premalo tega. In kak je to pri tebi bilo? Kak si to začutila in kaj je to tvoje poslanstvo glavno s tem? Vse potrdim, kar si povedala, res je, odpre se eno novo vesolje, en nov način dojemanja. Sicer bi rekla, da sem bila tudi že prej sama dosti dojemljiva do raznih stvari, tudi tistih, ki mi po življenjskem slogu niso bile tako blizu. Je pa res, da življenjski slog mame se ne more primerjati z nobenim, naj bo še tako aktivnim in razborljivim življenjskim slogom, in da ne glede na to, da se skušaš na to pripraviti, kakor veš in znaš, te vedno ujame nepripravljenega. In še dan danes so naši otroci, vsaj tako si jaz upam trditi, vedno en korak pred nami. Ne glede na to, koliko smo mi bolj odrasli, bolj naučeni in bolj osveščeni o tem, kaj se dogaja. Kaj se je zgodilo pri meni? Jaz kot zelo razmišljujoč in raziskujoč človek sem ugotovila, da je ogromno enih informacij, ogromno enih nasvetov, podatkov in vsega, kar se da dobiti tako in drugače strokovno usmerjeno. Da pa ni nujno, da so ti nasveti vedno relevantni. In ugotovila sem, malo po raziskovanju, po ugotavljanju, po komunikaciji z drugimi mamicami in ženskami, ki me že od nekdaj zanimajo, ker sem fenica žensk, sploh takih močnih, polnokrvnih, ki rade živimo in rade živimo polno življenje. No in sem ugotovila, da pa to ni samo moj problem, ampak da to pesti številne. Kje zdaj dobiti pametne informacije, kje zdaj dobiti nek dober nasvet, ki pa ni samo dobronamerna pripomba neke mimoidoče gospe, babice, mame in tega, in v bistvu na koga, na kaj se naslon, zato da nam bo življenje lepše in lažje. In seveda, težko je tudi stopiti v poslovne vode kar tako, ker otrok terja ogromno tvoje pozornosti, ogromno energije. In kaj sem lahko naredila? Ja, to, ko pač najbolj počnem, da sem voditeljica. Kako? Ja, nisem jih šla, ko bi šla prositi za službe nekam do velikih televizijskih hiš, ki zdaj vprašanje, a bi me uslišali v moji nameri, ponujate en tak dober, sodoben pogovor za gosti, ki bi jih seveda sama izbrala in sama presodila, da so vredni, da se jim nameni besedo, ampak sem se odločila, da imam dovolj poguma, da to storim kar sama. In tako je nastal portal mamamarija.si, ki, zelo rada poudarim, ni še en mama blog, ki jih je res malo morje, ampak je namen, da mogoče čez eno prizmo raziskovalnosti, preudarnosti iščemo teme, ki utegnejo sodobno žensko zanimati. Pa zdaj naj bo mama ali pa ne. Zakaj naziv Mama Marija? Ker pač sem sama postala mama in je ta transformacija in v glavi in malo tudi v telesu poskrbela za to, da na določene stvari pa gledam mogoče še malo bolj zrelo in še malo bolj žensko. Se mi zdi, ko tako se pogovarjamo glih o materinstvu, ravno ta transformacija se zgodi. Jaz sem res enkrat mi je pred leti že prijateljica, ko še nisem imela svojih otrok, rekla, da tista glavna transformacija v žensko se v resnici ne zgodi, ne vem, skozi menstruacijo, skozi prvi seks, skozi te neke stvari, ampak dejansko skozi porod. Takrat se punca spremeni v žensko. In zdaj si glih omenila transformacijo, se pravi, se nekaj zgodi. Ampak v sodobni družbi je potem tako, da smo skozi v bistvu z nekimi informacijami obstreljevani, in je zelo težko v bistvu to transformacijo pol res živeti skozi sebe, Se pravi, slediti neki svoji intuiciji, neki svoji modrosti, ki jo že imaš v sebi. Kaj gre tebi s tem, oziroma ko se zdaj pogovarjaš z vsemi temi svojimi gosti in strokovnjaki in to, se ti zdi, koliko je to generalno problem, da ženske ne moremo ali pa ne morejo slediti samim sebi?
v materinstvu? Mal je problem moška družba, ki zahteva neko kompetitivnost, torej stalno tekmovanje s tem, da imaš vse. Mal je mogoče tudi naša namera, da se zelo rade prilagodimo, naredimo en korak več, potrudimo še malo bolj, kot bi mogoče bilo potrebno, zato da bomo lahko tekli v štric s tem prehitrim svetom, ki nas obdaja. In hkrati je tudi tukaj vprašanje, koliko zelo nas plemeniti in koliko zelo nas zapolnjuje to materinstvo, ki seveda res vzame, če ga želiš početi, koliko ga počneva očitno midve, res s polnimi močmi in kolikor le lahko, in biti dobra in angažirana mama, prijateljica, se pravi, vstopati v odnose, res čisto in vsem, kar lahko ponudiš, hkrati pa ne zanemariti tistega dela tebe, ki te tudi plemeniti in tudi veseli. In to je ta, ne vem, samoaktualizacija oziroma samorealizacija, da upoštevaš tudi tiste svoje želje in ambicije, ki pa niso nujno vezane samo na otroka, na materinstvo, na družinsko življenje. In ta nota je pri meni kar izražena in se zelo borim za to, da ne zdaj imeti vse, ampak da si lahko živiš in polno doživljaš tudi ta svet, ki je meni prej toliko pomenil in mi pomeni še zdaj. To je kar izziv v bistvu, zaradi tega, ker živimo v družbi, ki mislim, naša generacija milenijska, ti si v bistvu tudi ta začetnik milenijski še, je padla nekako med dve neki filozofiji, ali kako bi rekla, med dva neka standarda. En je ta stari, pač službo moraš iti, priti, moraš biti, delaš moraš cele dneve. Potem ta novi, ki je pač meni doben ne bo nič govoril, jaz bom delal samo to, kar mi paše. In zdaj tu vmes smo pa mi in večina nas je zdaj ravno staršev in se srečujemo ravno s tem konfliktom, ko rečeš, želim se samo uresničevati tako po materinski, kot tudi skozi delo, ki me veseli. Ti v bistvu ogromno nekih vlog se lotevaš in ogromno nekih projektov spelješ. Kako je z tvojim notranjim mirom v takem načinu življenja? Se pravi, ti to paše, da lahko tako svobodno v bistvu različne stvari počneš, ali te to tudi malo tako plaši ali pa grozi na trenutke, ker ni nekega rednega, tistega starega vzorca, ki so nam ga privzgajali? Seveda, veliko lažje bi bilo iti v nekaj, kjer je konstrukt, kjer je ustroj, govorim torej o neki, to, kar danes slovi kot resna, prava služba, in pač imeti delovnike začrtane, vedeti, kdaj je tisti čas, ki ga posvečaš službi in kdaj je čas za družino. Tle pri meni, kot si rekla, je malce bolj nekonvencionalno, kar pa še ne pomeni, da ne morem imeti urejenega družinskega življenja oziroma vstopati v materinstvo. Stvar je seveda, imeti pravega partnerja, ki se temu zmore in zna in želi prilagoditi, stvar je pa predvsem v nas samih. Če misliš, da zmoreš in če misliš, da ne zmoreš, v obeh primerih imaš prav. Jaz bi to kar podpisala. Je pa res, da se, čeprav morda na zunaj je videti, da se res ukvarjam z marsičem in da veliko časa posvečam svoji karieri in tem showbiznis življenju, je res, da čas je strogo odmerjen, ki je za službo in sploh ne vem, če bi ga lahko razdelila na tretjine, a bi 1/3 pripadla temu, kar jaz delam in kar me veseli, vse ostalo pa moji družini. Otrok je vedno prioriteta in bo vedno moja prva izbira in njemu in njegovim potrebam prilagajam vse ostalo. Je pa res, da sem, kar se izraža tudi na mojem otroku, mašinca, ki me veliko stvari zanima in res, ko vstopam, naj si bo še tako majhen službeni projekt, to naredim srčno, na pune bombe, po domač povedano, in v bistvu res z vso strastjo in časom in intenzivnostjo, ki jo premorem. Tudi samodisciplina je ena stvar, ki jo človek mojega kova zelo hitro spozna. Če je nimaš, mislim, da zelo hitro pogoriš, ker ali te prevzame ta občutek odgovornosti in vsega, kaj bi še lahko naredil, pa nimaš časa, pa si ga potem odžiraš tudi na račun zdravja in spanca in tega, ali pa si rečeš, okej, kaj zmorem, kaj pa me že dela tesnobno in potem to v bistvu dobro planiraš. Tako da čeprav morda izpade, da živim zelo eterično, hektično, umetniško življenje, sem v bistvu zelo blizu poslovnim ženskam, ki pač vejo, koliko in kaj bodo investirale v svoj poslovni uspeh, kaj in koliko časa pa bodo namestile in pač dale družini. Je pa res, da jaz ga precej namenjam družini in otroku, sploh zdaj, ki je še toliko majhen, ker sem pač prepričan, da me zdaj najbolj rabi. Sčasoma se mi zdi, da bo že hitro odjadral stran od mene in da ne bo več želel toliko moje pozornosti, dokler pa jo potrebuje, pa se mi zdi, da je naloga matere, da jo tudi da. Vsaj jaz jo dojemam tako. To, kar si zdaj povedala, je, ker si takoj dala nam neke zelo zanimive v bistvu, pomisleke, spoznanja in tudi nasvete, ker marsikdo pride do točke,
fak, jaz ne zmorem, ne? Ampak od tu naprej ne ve, kak pa bi zdaj. Ne? In tako kot si rekla, pač stvar je v dobri organizaciji in v bistvu, da si ti v glavi razčistiš, kaj so tvoje prioritete in kako jih boš bolj zložil. Ampak omenila si pa tudi pač disciplino in pač ne moreva mimo tega, da je tebi res uspelo z izjemno telesno preobrazbo, da tako rečem, ne, se veš, pač cela Slovenija govori o tem in je res pač občudovanja vredno, ampak ko sem jaz šla prebrati pač na tvoj profil, kako je tebi to uspelo, je v bistvu tako res na preprost način, ne? Se pravi, ni šlo zdaj za neke ne vem kakšne vesoljske posege in ne vem kaj. In na koncu je vseeno pač ta disciplina, ki si jo zdaj omenjala, pač se mi zdi tiste najbolj ključni dejavnik. Ampak zdaj mene zanima, je ta disciplina že od nekdaj s tabo ali si se je mogla priučiti? Jaz mislim, da je zelo zgodaj prišla v igro in to je ene 15-20 let nazaj, ko sem pa stopila na samostojno poklicno pot in ko se nisem odločala za take službe, ki bi mi na ta način ponudile varnost. In potem je tako, da se moraš res dobro organizirati. Pri nas prihodki, prilivi, če grem čisto konkretno, niso stalnica, ampak gre po projektu in moraš biti tudi organiziran, zelo premišljen, kaj sprejmeš, kaj ne, koliko bo to tebe terjalo časa in angažmaja in koliko bo seveda na koncu izplen. In potem to planirati, zato ker pri nas gre zelo valovito in zelo nepričakovano in pač ja, so dnevi, meseci, obdobje, ko delaš dobro in je obdobje, ko ne delaš nič. Ampak ko ti nič ne delaš, še pomeni, da ni stroškov in da vmes nehaš živeti. Se pravi, ta neka zrelost, naj si bo to osebnostna ali pa finančna ali pa poslovna, je morala zelo hitro priti oziroma sem jo morala zelo hitro vzeti za svojo, če ne se verjetno ne bi izšlo. Kar se tiče te osebne preobrazbe, to jaz vsakmu rečem, da naj se ne veseli prehitro, zato ker človek je po duši gurman, moj brat se rad pošali, da si bajs po duši, ne. Se pravi, da rad ješ, rad prejevaš nove okuse in si zelo nagnjen k temu, da se dobro naješ in da uživaš vsem tem, kar hrana in te ostali užitki ponujajo, si mislim, da doživljenjsko vedno nagnjen k temu, ne, da boš prej malo bolj debel, kakor pa malo bolj vitek. Sploh če rad izrabiš vsako priložnost za nova okušanja. Je pa res, da mi je pri tem žal ne morem dati recepta, ne morem dati čudežne tabletke. Bi bilo od mene zelo nefer, če bi se povezala s kakšnim podjetjem, ki pač to ponuja tako neko lahko pomoč na tej poti hujšanja. In čeprav je bilo ponudb veliko, sem še vsakega zavrnila, ker se mi zdi nefer povedati drugače kot po resnici. In to je, da sem imela golo srečo, da je pri meni dojenje učinkovalo tako, da je bil res kalorijski deficit, se pravi, da me je zelo spral dojenje imeti otroka. Da sem imela dojenčka, ki ni veliko spal, s katerim sem pač, to sem vzela osebno, kot kaj mi zdaj ne gre, da moj otrok ne spi, medtem ko kakšna druga mama se je lahko pohvalila z dojenčkom, ki je bil po 4 ure super v vozičku in je ona imela čas zase. Jaz sem si ga zelo želela, ga nisem toliko dobila, kolikor bi ga potrebovala. In na račun tega pač sem se še toliko bolj angažirala, da bi otrok sladko spal, ker vemo, da je to dobro tudi za razvoj. In ker je najbolj spal ravno v vozičku, na ravno pravem terenu, se pravi ne preveč ravnem, ne preveč makadamskem, sem seveda iskala poti in naredila 15 do 20 tisoč korakov na dan. In to bi bila moja skrivnost, torej dojenje in stalno vsakodnevno gibanje. Vmes sem hodila tudi na neko rekreacijo za mame z dojenčki, ampak temu bi težko rekla neka težka fiskultura, ki bi bila zdaj podporni moment. In seveda hrana, izločila sem mlečne izdelke, vse predelane mesnine in to, kar bi utegnilo dojenčku povzročati krče, tudi čokolade, je tudi to pomagalo, no. Tako da eno z drugim, ampak ja, meni je v bistvu otrok, ta moj mini osebni trener, ki se rada pošalim, pomagal pri tem, ne, da sem izgubila toliko kilogramov. Meni se zdi, ko tako razlagaš, da je tudi veliki catch bil v fokusu, ne? Ker marsikdo, ko želi izgubiti kilograme, se fokusira samo na te kile in na to, kaj bo jedel in kaj ne bo jedel in koliko bo naredil, ne vem, počepov. Ne, ti si se pa vseeno konec koncev fokusirala na otroka, ne, na to, da bo on spal, na to, da bo on mir, na to, da boš ti imela malo za dihati. In se je to zgodilo mimo grede, ne? In se mi zdi, da bi tudi to lahko rekla, da je bil en tak catch, ne? Pač mind shift v glavi. Ne? Seveda, ja, to se pol zgodi sproti, pa tudi, ko nimaš časa za razmišljati o vsej tej hrani in aktivnostih in tem, potem se stvari bistveno bolj gladko, oziroma vsaj zgleda, da se tako zelo gladko zgodijo. Ne? Bi pa res čestitala vsakmu, ki je izgubil 1 kilo na mučen način, ker vem, seveda iz lastnih izkušenj, kako je to, ko zapopadeš en tak projekt, pa gre in ne gre, ker pač eni smo grajeni tako, da bomo šli in kozarca vode, pa bo kila šla gor, spet drugi, moj brat recimo, ki ga cel življenje že gledam, pa
kar nekako ne, lahko pojejo karčijo, pa se jim nič ne bo poznalo. Tako da ja, tudi naše konstitucije so različne in to je vzeto za kup. Predvsem pa ja, živimo v enem svetu, ki nas stalno bombardira s tem, kaj je simbol lepote, kakšna bi naša telesa morala biti. Se mi zdi, da včasih pač nismo bili tako obremenjeni s tem. En je bil tak, drugi je bil tak, en je visoko rasel, en je spet nizek in različnost nas dela to klepe, kakor smo. Zdaj pa so neki res trendi in to je to in ni odstopanja in najbolj mi je hudo mladih punc, ki sploh še niso prišle blizu te meje ženskosti, ki že obremenjujejo svoja telesa z raznoraznimi dietami, da ne rečem, da to zna prerast tudi v kakšne psihološke motnje, ki potem lahko spremljajo človeka celo življenje in tega seveda ne bi privoščila nikomur, ne. Je pa res, da je težko in sploh v vlogi matere se toliko bolj sprašuješ, kako otroku narediti pot v odraslost čim bolj udobno in prijetno, ne pa da bo imel občutek že v štartu, preden je kaj narobe naredil, da je že čist narobe grajen samo zato, ker je malo drugačen kot Kim Kardashian. Ker točno tako v bistvu nas zdaj vzgaja družba ali pa rečemo temu marketing, pač vse okoliščine so narejene tako, sploh za punce, da že od malih nog v bistvu nisi dovolj dobra, ker si vedno lahko malo bolj lepa, malo bolj pametna, malo bolj močna, ne, malo bolj neodvisna in vse to v bistvu potem po mojem cela generacija, veš, iz punčk naprej, pride do mam, ki so potem dvojno zaskrbljene, ne, se pravi najprej za sebe in potem še kako bojo vzgojile otroka. Mislim, jaz sem ista. Mene najbolj skrbi to, kako bom jaz za njega osvobodila vseh teh vplivov družbe, ki pa so skoraj neizogibni. Ne. Ti pa si na enem svojem blogu tako ful dobro napisala mama skrbulja. In ta izraz mi je tako dober, res, ker res take mame skrbulje postanemo pol, ne? In zdaj me zanima, ko ti padeš v ta mode mame skrbulje, kako se ti takrat soočiš, mislim, kako se potegneš ven, veš, ker preveč skrbi v bistvu ni dobrih, ne za zdravje, ne za našega otroka. Tako da, kako ti to prekineš? To mi je bilo novo. Jaz sem bila prej vedno ta, brez skrbi, čez vse ovire, ki so bile na poti, pač seveda to je življenje, sem jih sprejela in sem hodila v bistvu zelo svobodno, lahkotno, pa vendarle odgovorno čez življenje. Potem z otrokom pa pride ena nova dimenzija te zaskrbljenosti, ena nova dimenzija strahu, ker naenkrat še bolj previdno pogledaš na prehodu čez cesto, ker naenkrat vidiš res enih toliko ogrožujočih faktorjev, ki so okrog in hočeš otroka pred njimi zaščititi. Zdaj, naj bo to razumsko ali pa ne, pač res čisto intuitivno, ta neka mama vokulja, mama skrbulja, ki bo poskrbela za svoje pleme, pa tudi, če mora plačati z lastnim življenjem. In to mislim, da mi je bilo kar ena nov spektr dojemanja same sebe. Kako pa, da sem jaz zdaj tako prestrašena? Kako pa, da mene zdaj toliko iztiri? Kako pa, da sem toliko nesigurna, ko gre za eno tako preprosto stvar, kot je otroku natakniti nogavičko ali ne? Ker je pač že 18 stopinj in zdaj on bi rad imel zakaj se dere? Kje je zdaj ta moja polnomočna, strastna ženska neodvisnost? Pa vendar gledam 2-kilsko, 5-kilsko bitje, ne? Kaj je zdaj to? Tako da nimam popolnega recepta, je pa res, da mi dosti pomaga to, da imam trenutke zase, jaz jih najraje prestavim na zgodne jutro, to je preden vsi vstanejo, kar je res zgodno jutro, ker moj otrok že od nekdaj, in to se ni spremenilo, vstaja ob ekstremnih jutranjih urah, ampak kljub temu, da je včasih samo z enim očesom začenjam dan, moram reči, da se kar splača, ker to, da ti sebe nakalibriraš, nacentriraš, da si privoščiš, karkoli že to je, lahko je to samo prva jutranja kava, lahko je joga, meditacija, trening, branje knjige, tišina, poglabljanje, karkoli deluje, je v redu. Veš, kakšne mame tako rade vprašajo, joj, kaj pa ne tle naredim, kaj pa ne, slišala sem to, slišala sem ono, a ne mu tleskam, a ne mu dam beli šum, da bo spal, a ne ga pokrijem, a ne ga zadekam. In jaz tako rada rečem, kar deluje. Mislim, seveda, da je v skladu s stroko, predvsem medicinsko, ampak kar ti deluje, to pa počni. Pa če te potolaže en košček čokolade, ima v redu, ker je res bolj vredno imeti malo drugačno rit, pa biti srečen in zadovoljen in z nasmehom čez life, kakor pa zdaj se frustrira samo zato, da boš družbi, ker družbi je pa vseeno, ne. Zanimivo je, ti pritiski so v bistvu v nas samih, sam nam se zdi,
Ampak ja, ko nisi opolnomočen, pa ko se sprašuješ o nekih čist elementarnih zadevah, te zna že ena taka neumna pripomba, k tisti, ki jo je izrekel ali pa podal, že naslednjo sekundo pozabi na njo, nas utegne spremljati še kako dolgo, ne, in povzročati nemalo skrbi. Koliko je pa tebi recimo pomagalo, pač ti si ogromno v bistvu delala z komedijo, ne, v svoji karieri in koliko je tebi pomagalo to, da pač imaš ta nek smisel za humor, da imaš ta nek connection za komedijo v bolj življenjskih situacijah? Vedno pomaga, če se lahko nasmejemo na svoj račun. Vedno pomaga, če smo bolj lahkotni kot zaskrbljeni in če znamo pač situacijo, ki je lahko moreča ali pa res že utrujajoča, pogledati z enega takega, dajmo reči, lahkotnega in smešnega zornega kota. Je pa res, da včasih to poklicno gre lažje kot pa v življenju. Tako da tudi tukaj nisem še dovršila enega sloga ali pa načina, da bi zdaj rekla, takole ne. Za konec me mogoče zanima samo še to res vsakega starša vedno vprašam, ki ga imam v Fine podcastu. Kaj se ti zdi tisto najpomembnejše, kar želiš predati svojemu sinu? Kaj je tisto, kar ti misliš, da ga moraš naučiti, zato da bo preživel v tem svetu? On že reče, pogumen kot orel. Ker pač enkrat smo videli orla v živo, ki je zbil goloba in to mu je stalo v spominu in zdaj spet, kaj boš iz tega naredil. Ali mu nekako rekel, orli so strašni, ali pa čez hec in seveda resnost nastale situacije naslovil ta dogodek, ki pač se mu nekam že usidra. Vse se usidra, sploh do 3. leta starosti. No in enkrat je imel stisko iti v vrtec, ker so bile tam vzgojiteljice, ki jih ni poznal, res je bil še majhen, stisko sem imela seveda tudi jaz, ampak lahko bi s to stisko prelila tudi njega in pol bi videl in ne našel sigurnosti niti v meni, jaz sem pa se spomnila, da lahko ta dogodek prevlečem ven in ga opomnim na to, kako pogumna žival je bil tisti orel in kako bo tudi sam šel pogumno kot orel v vrtec. In potem je revček rekel, sem velik fant, sem pogumen kot orel in je šel. In to bi rekla, samo strumno in pogumno, ker izzivi bodo vedno, napori bodo vedno, kaj bomo mi iz njih naredili, bo seveda rezultat tudi v naši osebnostni rasti in v tem, da smo še boljši in še bolj verjamemo vase in da gremo lažje čez naslednje izzive in v bistvu ta nasvet tako za male kot za velike. Sreča je na strani pogumnih in v to globoko verjamem. Pa če tudi je to pogum samo enkrat reči ne, ko si že 100-krat rekel samo zato, ker lahko še malo zdržiš. Poslušalci, gledalci in sledilci našega Fine podcasta, dragi fajnovci, evo, neustrašno, pogumno naprej. Gremo danes za tem v dan in naprej vse dni, vse izzive, ker na koncu koncev v resnici se nam nič ne more zgoditi, če mi tu not ne dovolimo, da se nam lahko. Ana Marija, hvala ti. Pojdite na portal Mama Marija, počekirajte pogovore o starševstvu in seveda spremljajte Ano Marijo še naprej. Seveda tudi Majo, ki ima, kot kaže, res izvrstne goste in izvrstne debate. Hvala ti, bilo je zelo prijetno v tvoji družbi. Hvala za zelo zanimiva vprašanja, ki so seveda, upam, da komu ponudila vpogled v dojemanje materinstva, sodobno žensko in v to, kako smo lahko uspešne, ne samo med 4 stenami svojih lastnih gospodinjstev. Ciao! Ciao, dio! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.